Enkrat sem za ognišče, pa snemali smo za ognišče. Tudi v tej tematiki, ne? Tudi v tej tematiki, ja. Aha, in kako je bilo? Verjel, smo bili tudi... Kaj krščani pravijo? Ful je bilo zanimivo, ko so mail poslali, da je bil, tudi v odpisu je spodaj pisalo, da želijo biti manj... Tako, da želijo biti bolj odprti tudi do teh tematik. Ja, se morajo prilagoditi. Sej glih jutro snemam z enim duhovnikom. Nice. Tako da ja, jaz sem odraščal v tej, pol sem šel ven, pa zdaj me spet malo zanima, no, tako da je zanimivo, koliko se vse prilagaja, ne. Mogoče sem mislil, najprej hvala ti, ker si vzel čas. Hvala, z veseljem. Ja, zelo pomembna tematika, o kateri jaz že kar par let razmišljam, profesionalno in neprofesionalno, vse posebno. Tako da mogoče sem mislil za začetek, da malo poveš, iz kje prihajaš, iz katerega društva, kakšno je poslanstvo tega društva, pa kaj ti tam počneš. Ok, super. Torej, pozdravljen. Zdravljeni. Moje ime je Rok Gumzej in sem svetovalec na centru Logout. Logout je center pomoči pri prekomerni rabi interneta. Kaj mi v bistvu počnemo je, da k nam prihajajo družine, posamezniki, različni ljudje iz vseh spektrov življenja, tudi vseh starosti. In prijajo k nam po pomoč, kako neko dobiti svojo uporabo naprav pod kontrolo ali pa kako to zmanjšati. V ta namen imamo programe pomoči, naprimer digitalna dieta in pa Logout in Restart, to so v bistvu svetovalni programi, ki so brezplačni. In v bistvu to zgleda na ta način, da potem ti posamezniki ali pa družine prihajajo k nam na neke razgovore, v bistvu neka svetovanja, kjer z njimi ena na ena na tedenski ravni poskušamo najti načine oziroma z njimi skupaj to uporabo dobiti pod kontrolo. Jaz tam delam kot svetovalec, to pomeni, da delam z družinami, s posamezniki, z mladostniki, z otroci. In pa tudi kot predavatelj, tudi delavnice izvajam, tudi imamo po šolah, za strokovne delavce, za učitelje, za starše, celotni spekter. Tako da to mi počnemo. Kakšen je pa tvoj background, akademski? Jaz sem drugače socialni pedagog, to pomeni, da primarno se v bistvu ukvarjam z delo z mladimi in tudi večinski delež populacije, katero mi srečujemo na našem centru, so v bistvu mladi, ki jih starši pripeljajo v upanju, da bodo manj igrali ali pa manj YouTube gledali. V bistvu iščejo rešitev za svojo težavo, ne? Dostikrat, ja. Težava nikoli, mislim, zelo redko ga je težava, sam težava, ne? Težava je ponavadi veliko stvari, ki pride zdraven, ne? Torej, zdaj, če že grem, ako že kar kamor hočeš. Zanimajo, kakšni konkretni... Ja, to je bova bolj tako freestyle. Let's go, okay. Lahko preklinjava, lahko govoriva karkoli, tako da... Aha, ok. Se malo mar sprostiti. Ja. Zdaj, če ti urišem en tipičen primer, ki se naprimer pri nas znajde. Ne? Je torej neka družina in velikokrat so te družine v bistvu ločeni starši. Ne? Prav ta vzorec si opazil? To smo opazili, prav ta vzorec, pogostokrat ločeni starši. In potem naprimer vprašaš, kdaj je pa bila ločitev, pa rečejo 3 leta nazaj, potem pa vprašaš, kdaj so se pa začele težave z uporabo naprav in rečejo 3 leta nazaj. In tako, naključje. Torej neka družina in tipična situacija, otrok pride v neko puberteto ravno, malo se, malo začne ta samostojnost, malo uporništvo, te stvari. In stvari, ki so prej držale oziroma se dale dogovoriti na podlagi pravil, torej to je tako, ker jaz kot starš tako rečem, zdaj več ne delujejo. Ne? In otrok začne, na skrivaj hoditi, preveč časa gor, težave v šoli, zelo pogosto ne v šoli, ocene padejo, interesne dejavnosti padejo. In potem pridejo starši do nas in rečejo, moj sin, hčerka, kdorkoli je zasvojen, kaj zdaj naredimo. Tako da to je neko tipična ta družinska situacija. Teh imamo... A otrok tudi, recimo zdaj si rekel starš oziroma mama reče, moj otrok je zasvojen, kaj pa ta otrok ponavadi reče? A reče, kaj je prvi korak v
teh anonimnih alkoholikih je, da priznaš. Ja, to je tisti cikel zasvojenosti. Ne vem, 12 korakov. Ja, predkontemplacija se to reče. Torej, še preden sploh pride do tega dojemanja, da tu je težava. Ja. Zdaj prvo, kaj pridejo, ko pridejo do nas, je oči se zelo zavijajo. To je tisto, veš, zdaj me mama, pogosto krat starši niti ne povedo, da so, veš, kam grejo. Naprimer, bili so primeri, ko je bilo otroku rečeno, gremo čevlje nakupovati in potem so ga k nam pripeljali. Gremo nov iPad iskati. Pa pride na logout. Pa zaseda. In potem mi spademo kot tisto, zdaj pa tu bomo prišli, pa bomo zlobni, pa te stvari. Mi tega, če se le da, mislim, povejte otroku, kam greste, obrazložite, zakaj te stvari, ne tega naskrivaj nekaj delati, ker nas bo že zasovražil iz prvega stika. In pride in prvo je to zavijanje oči, tu so zdaj neki boomeri, tu je zdaj neki folk, ko mi bo rekel, da, veš, da ne smem igrice, so igrice slabe, da ne smem špilati te stvari. In je ful zanimivo, ko jih pol vprašaš, kaj igraš, te mlade, da tu dobiš malo. In potem rečejo, ne bi poznali. In si tak, veš, pregamal 5-krat več, kot oni bojo do sedaj v lifeu. In oni tako, ne bi poznali, ampak lahko vseeno pa rečejo Minecraft, Fortnite, Rocket League. Basic. Ko vsi, ko vsi redo, vsi vemo, kaj to ne. No in potem jih poskušamo malo dobiti, veš, malo prisluhniti njim, tem otroku, mladim, kakorkoli, kaj pa njim, kako pa oni to vidijo, vidijo tu neko težavo, kako se njim zdi ta njihova uporaba naprav, koliko so oni s tem zadovoljni. In včasih prije do tega, da ne bi nič spremenil, včasih pa pol kar pogosto rečejo, pa se opažam pri sebi, da pa imaš malo težave s tem, da mogoče naloge ne grem delati, ko špilam, ali pa ni mi kul, ko zvečer po noči ful špilam, tako da mislim, je včasih tu potem nek element zavedanja zadaj, da pa je to težava. Tako da in pol, ko je to zavedanje, pol se da s tem lepo iti naprej, tudi v svetovanju, ko pa ni tega, pa moraš biti ti prvo, torej priti do te faze. Naprimer, jaz imam primer, ker je po enem letu dela, torej v bistvu, ko že naš program enoletni bil zaključen, je oseba prišla do tega, mislim, da je tu mogoče, ne da se že kaj spremenilo, ne da smo že kaj uvedli, kakšne spremembe, ampak da je prišlo do tega, da v bistvu mi ni to kul, tako da lahko to traja. Ja. Kaj pa lahko rečeva v tem obdobju pandemije oziroma v zadnjem letu, bi rekel? Kakšne stvari ste v društvu opazili, kakšne vzorce, kakšne spremembe? Zdaj naše delovanje je šlo normalno naprej, ampak smo pa vse prestavili online, kar je malo hecno, ker smo kao proti uporabi digitalnih zaslonov. Sam niste proti, ne? Ne, mislim, nismo proti, kao proti, to je ful pomembno, kao proti. Mogoče folk časih misli, da smo proti, spletu ali pa proti. Ne, smo zelo za. Super je, cool je, vredno je, koristno orodje je, ful, mi smo samo proti temu, da ni to edina aktivnost, glavna aktivnost, pobeg stran od nekih obveznosti, life-a, bla, 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 bla. In torej smo v bistvu predstavili online in lansko leto se nam je število svetovalnih ur ali število svetovancev povečalo za 20%. Torej, to je 1/5 več, ful je šlo gor. Težave, kjer so bile prej, situacije, kjer so bile prej težave, so zdaj bile še večje težave. Starši so bili zelo zgubljeni, služba od doma, otroci doma, mislim, to so bile ene situacije, ko res super je, če smo zdaj v fazi odpiranja, pa najkar ostane v fazi odpiranja, ker gremo tako, da je malo pozitivna prihodnost. Tako da to, veliko smo opazili tudi tega, naprimer pri študentih, da jim je manjkalo v prvem valu še posebej strukture zelo. Tako je, veš, ko še ni bilo niti, ko še šole niso bile organizirane, ko nič ni bilo, je bilo vse, pač, vi ste zdaj doma, pa free, in smo naprimer, smo na Discordu, mi imamo Discord server tudi, tiste, ki mogoče ne veste, kaj je Discord, če kdo posluša Discord, je v bistvu en full modern. To je ta poklicna deformacija, ker takoj obrazložim, a veš... Vse prav. Vse veliko ljudi ne ve, kaj je Discord, ker je bolj v gaming communityju, po moje, to popularno, pa v kripto, pa tako...
pa je kar postal zdaj popularen za grajene kakršnikoli neki skupnosti. No. Tako da se posebej lani, ker je Among Us poznal igra, je v bistvu povzročal tako eksponentno rast Discorda. 800,000 novih uporabnikov. No, vse je gaming, ne? Gaming, mogoče ljudje poznajo Slack, malo bolj, ne? Slack, tisti, super primerjava, Slack, ja. Tako bolj zabaven Slack. Ja. Torej, v bistvu ena aplikacija, ki lahko gor delaš sobe, pa nekaj tako razvrščaš. Tako, forum, chat, no. In smo naredili tudi Discord, mislim, smo že prej imeli Discord server, ampak zdaj smo ga tako bolj obogatili. Obogatili. Po moje ta druga. Se si rekel, da lahko... lahko se tudi zmotiš. Da lahko, lahko neformalno. Smo naredili, da je v bistvu, smo imeli vsak dan ob 12, naprimer eno pogovorno sobo odprto, kjer smo bili eden izmed nas ali pa več nas, svetovalcev je bilo not. In je folk lahko prišel, torej od 12 do 1 je bilo to. In potem se je folk začel okrog te ure, ne? Torej prišli so malo početati, malo povedati, kak je dan, čistko, neformalno, ampak okrog te 12 ure so si pa lahko neko strukturo v dnevu gradili. Ne? Tudi če je to pomenilo, da si se ob 12 zbudil, ne? Vsaj nekje, ker prej pa je bilo pač noč dan menja. To tudi ne, to je tudi ena, se mi zdi v tem lanskem letu, je, da je ta formula 8-8-8, 8 ur dela. To je zdaj, se zgodil. 8 ur dela, 8 ur spanja, 8 ur prostega časa, ne, da ta formula v bistvu se je razkrojila. Ljudje delajo od doma in potem grem, ne vem, nekaj hladilnik pogledat, malo grem ok, bom pol zvečer malo delam, spanje, tako vse se je zdaj zmiksalo, ne, ta zlata formula se je malo tudi v smislu dela pomešala. A malo pred skačem s temami, je ok? Ne, super. Sej, mi imamo časa na pretek, tako da bova šla zdaj malo k osnovam, ne. Zdaj, rekel si prekomerna uporaba interneta, ne. Zdaj ne vem, a bi ti to tretiral kot že definicijo kot odvisnost, a ne? Ne vem, a veš, vi ste se odločili za izraz prekomerna uporaba interneta, ne pa odvisnost od interneta. Mogoče to distinkcijo, pa osnova tako iz vaše perspektive, kaj odvisnost sploh je? Torej pridejo starši in rečejo, moj otrok je zasvojen. In sta binarno stanje, ali je zasvojen ali pa ni zasvojen. Samo te dve imamo nekako v pogovoru, ali pa si zasvojen ali pa si ni, ne vem. No, mi imamo v bistvu jemljamo 3 stopnje. Torej, uravnotežena uporaba, prekomerna uporaba, zasvojena raba. In zdaj, a ti na hitro... Prosim. Boš videl, kje si mogoče se lahko sam testiraš. Ja, super. Uravnotežena, veš, ok, lahko ti tako razložim. Ne? Imaš ena področja v lifeu, ko so šola, pa delo, pa hobiji, pa prosti čas, pa Fortnite. Ti igraš kaj drugače? Zdaj zelo malo, ampak PlayStation igram. PlayStation, kako igraš? Ja, jaz bolj igram take igre zgodbo, tako da niso multiplayer. Recimo Last of Us sem igral, God of War. Tako da take stvari, da imajo začetek pa konec, ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Ker sam se, veš, ukvarjam z uporabniško izkušnjo, ne? In recimo, če čisto pogledava interakcijo scrolla na družbenih omrežjih, ne? To je v bistvu ta interakcija bila izumljena oziroma zdizajnirana na način, da nimaš v bistvu, ne prideš do konca, ne? In s tem, ker ti ne prideš do konca, v bistvu povečaš čas na aplikaciji, ne? In večji čas na aplikaciji pomeni več denarja za to podjetje, ne? Tako da ti, ki scrollaš po Instagramu, ne greš naslednji page, ampak v bistvu je samo endless, infinite scroll se reče, ne? Neskončen scroll. In zdi se mi zelo pomembno, da imaš v življenju stvari, ki se končajo, ki imajo nek okvir, ne? Torej God of War. Torej God of War je igra za tiste, ko s kamero gledam, ali kako imaš ti to? Kamor hočeš gledaš, sam lahko mene gledaš. Okay. In pa neka igra, rečemo God of War, zdaj, če dam tvoj primer. In kadar imam jaz dosti pozornosti, polagam na vsa ta področja in jim namenim, mislim, da ni za to, da imajo lepo tako uravnoteženo, ne? Če bi zdaj bil to neki graf uporabe časa, da ima vsaka lepo neki enakomerni čas, je to uravnotežena uporaba. Right? Torej, da imam obveznosti pokrite, grem k babici na obisk,
naredim domačo Športam, nalogo, ja. športam, grem se družiti s prijatelji, tudi če špilam tisti God of War, ok. Časovno je to za odrasle osebe, je tu časovna neka priporočilo 2 uri na dan za zabavne vsebine, ampak to je neko povprečje. To je lahko en dan več, en dan manj, ni to zdaj, da boš vsak dan 2 uri, konec zabave. Ok, pol je pa tu, to je zdaj uravnotežena. Pol je tu prekomerna. Prekomerna v bistvu samo pomeni, da v bistvu časa v igrah malo več. Ne? Torej, neko področje, pomeni, da še vseeno obveznosti uredim, da še vseeno grem v šolo, grem k babici, grem športat, grem te stvari, ampak ko bom pa imel prosti čas, ko bom imel na voljo, da lahko počnem karkoli, bom pa jaz na konzoli, v igri, na spletu, na aplikaciji, kjerkoli. To je lahko. To v bistvu vidiš, torej pomeni samo to, da ni še zasvojenost. Ta uporaba naprav še ne ogroža ta druga področja, še laufa life, še gre, še dobijo tiste ocene, bla, bla, bla. Ampak ko pa lahko, bo pa to primarni prvi način, kamor grem. In to je lahko čez vikend tudi več 10, magari ur, če nimam nič za delati, čez vikend počitnice je to tudi lahko več časa. Po mojem si še malo rekel, 10 ur. Mislim, čistega časa. Okay, mislim, čisti čas, 10 ur, valjda pol, ne vem, greš vmes, no ne vem. Drugače, so 14 ur, pa to je... Ja. A poznaš, imaš kako? Ja, mislim, veš kaj, zato sem te tudi povabil, oziroma sem vaše društvo kontaktiral, ker vidim to pri mladih, da bo vedno večji problem v prihodnosti. Glih to zelo si lepo, moraš eno opredeliti, to ekstremno. Ampak sem videl, da so obdobje lahko tudi, ker je to primarna dejavnost, razen tiste... po Maslovi hierarhiji potreb čisto osnovne. Se pravi, nekaj spanja, ampak to je spanje, ki jaz v bistvu padam skupaj, ker sem toliko zmatran, potem jem, zato ker me boli želodec, pa na vece hodim, ker me boli mehura. Tako da v bistvu vse suportira to mojo odvisniško ravnanje, ki je igranje igrc. In zakaj me to skrbi? Zato ker s porastem recimo teh online igrc, recimo Fortnite je en tak lep primer, je igra sestavljena iz večjih komponent. Imamo druženje, spoznavanje prijateljev, imamo ples, imamo competition oziroma tekmovalnost, in vedno več človeških potreb se daje na igro. Ko včasih je igra, tako kot si rekel, zabavna vsebina, ok, zabavam se in to je to. Ampak zdaj se še družim s prijatelji in sem v bistvu ne rabim družiti s prijatelji zares. Več potreb začne zadovoljevati, ni več super, samo... Tako, več potreb začne zadovoljevati. In potem prideš do ekstremov. In potem prideš do ekstremov, kjer se pa v bistvu začne dogajati, da pa to igranje, aktivnost, karkoli, spletna aktivnost postane glavna aktivnost v mojem dnevu, okrog katere strukturiram svoj dan, začnem, torej, se si sam lepo rekel, in začne posegati in ogrožati druga področja. Začnem zamujati šolo, službo, karkoli, začnem, ne morem danes iti na basket, ker imam, nekaj imam, ne morem, pa grem igrati te stvari. Tu pa potem v bistvu že govorimo o zasvojenosti. Imamo tudi 9 kriterijev in kadar oseba zaseda teh 5, se to lahko že označi kot zasvojenost. A je to nek vprašalnik ali je to nek... V bistvu se lahko gremo skozi, pa če te zanima, če jih bom zdaj, upam, da ne bom pozabil kakega. Torej, eno je ta preokupacija z igranjem. To pomeni, da začne biti igranje, ali pa bom zdaj kar igranje govoril, začne biti glavna aktivnost moje dneva, okrog katere pač to planiram svoj dan, razmišljam o njej tudi, ko ne igram, razmišljam, kako bo, ko bom igral, to postane tisto, kar je, torej preokupirani smo s tem. A si preokupiran z igranjem, nisi? Trenutno ne, ampak imel sem pa obdobje. Ok, jaz tudi, enako. Drugo je potem razvoj tolerance. Vedno več časa bo vedno več časa, torej vedno več časa želim igrati, vedno več časa igram, vedno več časa želim igrati. Se v bistvu, če se vrnem malo na te namišljene stolpce, ki jih delam tu z aktivnostmi, do česa pride, v bistvu, ker jaz vedno več časa igram, se zgodi to, da začne
druga področja začnejo padati in to mi valjda neke skrbi povzroča. Ni mi fajn, ne? Obveznosti niso upravljene, socialni stik imam zmanjšan, spanje imam zmanjšano, prehrana je slabša, gibanje je manj, počutje je torej slabše. Starši mi težijo. Vse se začne. Ja. In posečno se potem začne ta cikel, kjer kam pa naj zdaj grem po neko zadovoljstvo, ne? Nazaj na igranje. Ne? In tu potem pride do tega cikla, ne? Da se začne reinforca se to, ne? Če tako reče. In stvar je tudi v tem, da naprimer, če smo imeli prej pri igranju, naprimer pri prekomernem igranju in pa uravnoteženem igranju, še imamo neko, lahko temu rečemo, harmonično strast do tega. Ne? Torej, strast je, pa lahko cool nam je, pa govorimo o tem, ampak je taka fajn še. Se tu potem začne neka obsesivna strast, ko igramo tudi, ko nam ni fajn v bistvu. Ne? Tudi nekako te 3 stopnje lahko na ta način si razložimo, da naprimer pri uravnoteženi uporabi še igra nam daje neki, ko grem igrat, pa sem normalne volje, mi bo lahko zvišala še nad normalno voljo, torej lahko dobim, ne, cool mi je, veš, to je tisto, ko prvič neki špiješ, tudi če zgubiš, te vseeno, cool je. Kaj se čez čas dobi, lahko mogoče malo damo to prekomerno, je, da ne bo več haja, ampak če bom pa slabe volje, mi bo pa igra spravila na normalno počutje. Torej, slabe volje se bedno mi je šlo v šoli, whatever, starši se kregajo, pa mi dvigne počutje. Tu pri pol zasvojenosti že pa to, da tudi ko smo slabe volje, ne bo več zmožena dvigniti na normalno. Mal bo, ne pa do normale. Ja, mislim, ne bo, ja. Mislim, okay. Pač ne boš, to je tisto, ko naprimer League of Legends poznaš. League of Legends igralci prav tako na forumih gor imaš to šalo, ne, you like the game, but hate playing it, ne. Torej, da, a veš, cool ti je, štekaš, da ti je blato na eni strazi, pa še sam igraš, ker je neki avtomatizem, ne, ker možgani pač so dopaminska odvisnost, ne. Ja, izvoli. Ja, ne, sam to sem mislil, no, čakaj, kje sem pol, nekaj sem zašel pol od teh stolpcev, nekaj sem bil, pa sem zašel. Tako da, če imaš kaj, lahko hodiš dalje. To sem se spomnil, ne. We love the game, but don't like Hate playing it. Pač to sem dostikrat slišal tudi od bivših heroinskih odvisnikov, ne. Da takrat, ko so bili v najbolj v primežu tega heroina, recimo, ne, niso uživali več v tem. Ampak to je bila izmed edinih možnosti, da sploh živim, ne. Se pravi, še vedno sem pod ničko, ne. In tukaj lahko mogoče malo predeliva po tvojem mnenju, kakšne so razlike med temi, ponovadi rečejo, sploh v tej Novi Gorici je ta klinika, ne, za odvajanje, kemične pa nekemične odvisnosti, ne. Kakšna razlika po tvojem mnenju obstaja pri moči, intenziteti tega, tako malo, no? Ja. Nekemične odvisnosti v bistvu v osnovi se gre to, da nimaš vnosa nekih snovi, ne? Torej ni to alkohol, ni to neke droge, ampak je neko vedenje. Seks, prehrana, videoigre, gambling, hazarderstvo, torej online ali pa kakorkoli. In v bistvu pri obeh gre se za to, da naš nagrajevalni sistem, dopamin, ki ga imamo v glavi, postane, torej zelo se naveže na to dejanje ali pa vnos substance, ki jo pač imamo in v bistvu od tega, to je ta zasvojenost, kjer se razvije. Pri vnosu substance je samo ta vrednost tega lahko v bistvu ful višja, ne? Tudi plus tega substanca vpliva na neke druge naše organe, neke stvari, ne? Pri vedenju pa v bistvu gre samo za ta dopaminski, ne? Stvar je tudi tem, da nekemične so veliko bolj socialno sprejemljive, ne? Težje opazljive, ne? Če bom jaz preveč jedel ali pa odvisneš od seksa ali pa odvisneš od videoiger, pa teh stvari se mi zdi, da še vedno je to, torej ni fizično težje prepoznavno, ne? Ker ni nekega, pri alkoholu imamo neke fizične pokazatelje na obrazu, na telesu, pri teh stvarih. In tudi odvajanje je potem veliko težje pri kemičnih, ne? Zato ker je telo prav zasvojeno z neko specifično substanco, kar ne pomeni, da ni pri vedenskih zasvojenostih, da bi zdaj downplail ali pa da bi zmanjševal, ne, še vedno je to enaka borba. In stvar je v tem, no, da kaj se pa, to sem prej hotel sam, ko sem tistih 9, a sem lahko tistih 9, ko sem mislil, ok. Ne sem to sem še mislil, ker kaj se zgodi, ne,
je v bistvu, da mi dobivamo ta drip dopamina, toleranca se zviša in v bistvu telo pa hoče ostati v neki homeostazi, torej v ravnovesju. Ni mu fajn, če je preveč tega in posledično zviša tolerantnost do dopamina. In pa spet moramo dobiti in se viša in viša in viša in viša. A v bistvu receptorji, nekateri izmed teh receptorjev zamrejo, ne, če jaz prav razumem, zato ker so skozi streljani s dopaminom. Ne? Se pravi, prevelik vnos dopamina je na receptorje. In se potem posledično želi telo to zmanjšati. Ja. Manj ne morem, več doze rabim, zato sploh pride do tega. Tako. In posledično se toleranca viša. Ko se mi toleranca, pol naprej znaki so še, bom se lahko speedrunem, zato se zagovoril tu, upadec zanimanja za druge interesne dejavnosti, kljub nadaljevanje uporabe, kljub temu, da vidimo, da so negativne posledice, uporaba naprav kot pobeg stran od neprijetnih čustev, uporaba naprav začne ogrožati pomembno neke življenjske odločitve, kakorkoli službo, prijateljstvo, neko pomembne odnose. Lagati začnemo osebam okrog nas glede uporabe. Vse to so v bistvu zelo standardni ti kriteriji za zasvojenosti. No? Tako da se ne vem, če sem se naštel, ampak nekako teh je. Ja. To si me poprašal prej, a kemične, ne kemične. Ja, si super povedal. Mogoče lahko zdaj, ko smo opredelila problematiko, ne? Bi mogoče koga zanimalo, koliko je to sploh velik problem. Ne? Se pravi, govoriva o nekemičnih oziroma vedenskih odvisnostih, pa bolj specifično odvisnost od naprav, interneta. Tako. Koliko je to velik problem globalno? Koliko je to velik problem v Sloveniji? Pa kakšni so trendi? Mi smo ravno delali eno raziskavo na tem področju in se v bistvu številke zelo ujemajo z globalnimi številkami, nekje 5% populacije. Je v tem tretji kategoriji. Je tu Imaja, je že v bistvu kaže na neko zasvojeno rabo, kar je, to je ogromen procent. Ne? Pri mladih je ta odstotek še malo višji, tam od 5 do 10%. Tako da smo v trendu z globalnimi odstotki. Pri tem mogoče ena stvar, da ni za vsak, večina ljudi je tam nekje, večina, velik del je te prekomerne rabi, kjer pa lahko preraste v neko rizično oziroma zasvojeno uporabo, ampak ni pa zato nujno. Verjetno, če ponavadi, ko vprašam na predavanjih pa delavnicah, malo kje se ljudje vidijo, ker večinsko se ljudje sami opredelijo kot prekomerni. No. Tako da se mi zdi, da tudi veliko zavedanja glede tega, zadnje čase še posebej po lanskem letu, ko je screen time, torej čas za zasloni pri mladih in vseh šel astronomsko gor. Celo mislim, da sem neko študijo bral, ko je bilo, da je lansko leto 13 ur v povprečju odrasli človek na dan preživel pred zasloni v času dela. To verjetno vsak od nas opaz, da takrat, ko je bilo pač lockdown, ja, pa je bil kaos, negotovost, ne. Ja, pač posežeš po teh stvarih, ne. Tudi to je nek stik z prijatelji in družino, ne, bil, ne. Tako da je to nekako logično. Čakaj, rekel si 5 do 10% otrok. Pri mladih, ja. Pri mlajših je ta odstotek višji. Ja. To je kaj, pod 18? Ali kako, ja, to je pod 18. Ja. Pod 18? Je v tretji kategoriji tega v Sloveniji? NIJZ je imel eno 2018, mislim da. In zdaj upam, da ne bom letnice otrok zgrešil. Mislim, da 11, 13, 15, 17 ali 12, nekje 1-4 starosti so imeli celo 10,2%. Kjer so zasegali 5 od teh 9 kriterijev. Zaveda se tudi moramo, da odstotki, mislim, da 75% mladih danes v Sloveniji naprimer pove, da gre pred spanjem uporabljati telefon. Vpliv telefona na spanje je dobro dokumentiran, se mi zdi, to nazaj nekaj. Tudi to moramo se zavedati, tisti, ki igrajo videoigre, igrajo v povprečju 3 ure na dan mladi. V Sloveniji danes to pomeni, da je že nad tem priporočljivo mejo. Povprečje je to. To tudi pomeni, da imaš tu ekstrem. Tako da to, statistika trenutno, še posebej po lanskem letu, ni rožnata glede uporabe naprav.
Kaj pa bi lahko rekla, če vzamemo enega tega otroka, ki je v tretji kategoriji, se pravi ekstremno, ima že težave, ki se mu pojavljajo v življenju kot posledica njegovih dejanj v zvezi z igranjem igric. Kaj vemo o tem, kakšne posledice bo imel ta človek v prihodnosti? Ne? Ker tako razmišljam. Zdaj neko obdobje pubertete ali pa neko obdobje predtem je zelo, zelo, zelo specifično za razvoj tega otroka. Ne? Se pravi, veliko stvari se dogaja, dobivaš svoje vrednote, naučiš sebe, začneš spoznavati svoj hormonski sistem, kako se počutiš v tem svetu, kako se obnašaš z ljudmi, kako se pogovarjati. Vse, kar ljudje delajo, se ti učiš takrat. Ja. Kakšne posledice so, če nekdo v bistvu večino svojega časa, ko je mlad, preživi pač v primežu teh stvari. Ne? A kaj vemo, imamo kakšne podatke? Ne? Ker jaz sem vedno tako razmišljal, ne, da sej slabše gre v šoli, razlažljiv je, ni zdravo, ne? Ampak to so vse kratkoročne posledice. Ne? Mi pa ne vemo, enostavno ne vemo, kakšne bojo posledice čez 20 let. Ne? Ker ti, če se naučiš, jaz sem se s tem ful ukvarjal pri sebi, moraš se naučiti tega, da ko narediš neko akcijo, da dobiš feedback nazaj in si za to nagrajen. In zdaj te stvari, droge, kakršnekoli stvari, ki uporabljajo dopamin, je pa v bistvu lahko bližnica do tega. In nimaš tega svojega truda, da dobiš pol dopamin kot nagrado. Ja, hijacka tvoj reward system. Ja. Hijacka, oziroma pohekaš ga sam, ne? V bistvu z substancami. Ker direktno greš do naprave, do nagrade brez. Ja. In to je ena izmed glavnih, po mojem mnenju, pointov življenja, ne? Da se ti trudiš za nekaj in si nagrajen. In se tega naučiš in vidiš, da je v tej poti v bistvu smisel življenja, ne v cilju. Ne? In jaz mislim, da se tukaj ta pot zgubi, ne? Ker v bistvu hlastaš za tem ciljem tako, in misliš stvari, ki ti bojo to dale. Ne? Tako da, sorry za to dolgo vprašanje, toliko, da malo povem svoje. Zdaj bi ti gameri tu mogoče celo argumentirali nazaj, je pa sej grindam. Sej v igri v bistvu jaz ful truda vložim not in dobim potem neko, a veš, vseeno. Ne? To je res. Ampak tu je bolj stvar v tem, zdaj, če grem malo nazaj k tem, kakšen je vpliv na dolgi rok, to je bil nekako začetek vprašanja. Na otrokov razvoj. V bistvu še zelo malo vemo o tem. Mi smo komaj začeli to področje resno raziskovati zadnjih, ne vem, 10 let. In tu glih v Ameriki je zdaj ena študija poteka, ki mislim, da 2023 bo zaključena, kjer spremlja, mislim, 32,000 otrok zadnjih 15 let ali koliko, kjer bojo pač res želijo videti, kak vpliv ima to, torej brain scani, koliko ima to prekomerna raba te stvari, ker veliko imamo povezav, veliko vemo za povezave, ne vemo pa, kaj povzroča. Naprimer, bila ena študija zdaj lansko leto, 2019, ki je pokazala pri malčkih, pri malih otrokih še, predšolskih, da imajo torej tisti, ki prekomerno uporabljajo zaslon, da imajo manjšo, tanjšo belo možgonovino, torej manjše sposobnosti, komunikacijske sposobnosti so to, jezik in te stvari. Ampak spet ne vemo, a je to a otroci, a povzroča prekomerni zaslon, da je manjša možganovina, ali otroci, ki imajo že, posežejo bolj. Ne. Isto je naprimer za gamere. Gameri so bolj v povprečju bolj inteligentni, pa boljše sposobnosti pozornosti imajo. Ampak spet ne vemo, a je to folk, ker naprimer k nam tudi prihajajo izredno pametni, sposobni mladi, ki pač grejo v šolski sistem in dobijo tam x nalogo, ki jim je, ki so pač, moram iti liste zbirati ven, vmes, ko so njihove sposobnosti preko tega. In iščejo challenge, kje bom zdaj izziv najdel, in virtualni svet ti da en super challenge, ki ne samo, da je super challenge, ki res
testira njihove sposobnosti, ampak je challenge tudi, ki jim da zelo jasen feedback, če so naredili nekaj v redu ali nekaj niso naredili v redu. Pa hitro feedback. Zelo hitro. Ne? V realnem svetu, v bistvu jaz neko dejanje naredim a veš... Ja, zanimivo. Ja. Preveč stvari vpliva na vse v zunanjem svetu. Ja. Tam imaš pa, recimo, če vzememo enostavno igro, je igra šaha. Ne? Ja. In ta svet je omejen, ne? In ima zelo jasna pravila. Ne? In je lažje imeti pod kontrolo vse, ne? In je lažje feedback dobiti. In veš, da se konča. Točno veš poteza, ko si zraven. Veš, da je zmagal. Ja. Aha, od te poteze. Obama isti cilj. Ja. Ne, v življenju je pa lahko tako, ok, sej greš lahko igrati igrico kapitalizma, ne? Pa imaš tudi zelo jasno, ko imaš bančni račun, ne? Imaš zelo jasne skore. Indikatorje. Ja. Ampak eni pa ne grejo vse te igrice, ne? In vsi smo pa skupaj v tem multiplayerju, ne? Ja. Tam je pa zelo tako... Naši možgani imajo radi zelo jasne naloge, ne? Torej, v igri dobiš ti zelo, pač najbolj simpel je obkljukaj tisto nalogico. In je to, ne? V svetu pa, ne vem, imaš nalogo najdi službo, ne? Kaj pa bi rekel za Minecraft, ne? Ker to je bila ena taka malo drugačna pristop k igram, kjer ni cilja. Ja, Minecraft je super. Minecraft je super. Ja, sam si moraš cilj ustvariti. Ja. In to je ena tako zelo takih pozitivnih razvojev v tem svetu, kot sem jaz videl, ker ful spodbuja kreativnost, pa dajo ti cel svet, pa se ti pol odloči, kaj je tvoj cilj. Ja. In tako je tudi kle. Ja. Lepo simulira to. Ja, Minecraft, super špil, priporočam prostorske predstave gradi, team building gradi, če skupaj igrajo, pa eden bo šel žito nabirati, eden bo šel prašiče loviti, karkoli, eden bo šel minerali iskati. In tudi to, da sicer ima cilj zdaj igra, so dali, lahko jo dokončaš, imaš neki questline, ampak je zelo simpel. Okay. Lahko so dodali pol nek konec not, ampak mladi danes ne igrajo tega, mladi igrajo to za svojo zgodbo. Se včasih, ko smo se mi špilali, pa si tudi imel neke igrače na tleh, pa si pač delal svojo zgodbo, se nisi imel nekega, ni Lego kocka prišla z navodila za grajenje, ampak pol si tak razstavil. Dve vrsti Lego kock imaš, to sem se pa spustil malo noter. Imaš tisto, ne vem, če si imel škatlo, kjer so bile navadne Lego kocke noter, samo različnih barv, različnih velikosti, ni bilo nič specifičnega za zgraditi. Ne? Aha, štekam, creative boxes. Creative boxes, ja. To je en del, ne? Drugi del so pa seti. Set je pa zelo jasna navodila, kako se to zgradi in kaj bom iz tega. Ne? In to imaš tudi dva načina igranja. Ne? Ja, eni radi po navodilih. Ja, se pravi, jaz skupam, kaj zdaj ta Ninjago imajo, tam mali, ne? In vem, kam punca ima bratranca, ne? Pa sva sestavila na zadnje 4 ure neko letalo. Ne? Ampak ja, si zelo omejite, ne? Zdaj pač to je to letalo, to so zlikovci, veš, iz risanke in ti. Ampak pri tistem creative boxu, kar sem pa jaz imel, si pa ti sam ustvariš zgodbo. In lahko so pomešani vitezi, vesolci in vse skupaj. Ne? In se mi zdi, da Minecraft mal tega ima, kjer si sam ti ustvariš in izziv in v bistvu se tudi deluje na principu kocka. Ja, čisto je, dobesedno je. Ja. In ta kreativnost, spodbujanje kreativnosti pri otrocih je ena ful pozitivnih stvari takih iger. Ali pa, ne vem, druženje z ljudmi iz celega sveta, tekoče govorijo angleško. Mislim, res tako, ko se z njimi pogovarjam, so daleč naprej. Kjer sem jaz bil v tistih letih. Kako razumejo svet, kako štekajo te mime, imajo cel svoj ekosistem. Mimi so meni ful zanimiva stvar. Mislim, tako meni se zdi, da ena generacija prihaja, ki ima ful boljši smisel za humor, kot smo jo mi ever imeli. To je zelo subjektivno. To je ful subjektivno, zdaj vem, ampak nekaj sem še mislil reči, gledajte. Veš, kreativnost, vse k nam tudi prihajajo osebe, ki znajo, veš, moramo zdaj razumeti, da tudi računalnik oziroma neko virtualno okolje je ful eno kreativni peskovnik. In prihajajo tudi osebe, ki so ful dobre, ne vem, v digitalnem risanju, ki delajo svoje videe, ki vseeno te naprave uporabljajo kot tisti set Lego kock, ko si ti rekel, ki je škatla, pa pač vzamem ven to, kar rabim. Tako da pride pa tudi veliko, ko pač grejo na varianto set, ker pač, ne vem,
ne vem, pač igram, mislim, okay, to mal menjava teme, ampak spomnilo me to tudi na to, da imamo mi pogosto prijajo tudi mladi, ko želijo biti e-športniki, ko želijo biti youtuberi, in je pol ta zelo, se mi zdi, YouTube je bil včasih, še posebej youtuberstvo je bilo včasih ful divji zahod. Če gledaš videe 10 let nazaj, je bilo pač svašta slako, čisto je bilo novo, zdaj pa se mi zdi, da že je ta format na YouTubeu zelo vzpostavljen. To me je spomnilo na te sete, zelo, kako moraš biti, kaj moraš reči, kje so družbena omrežja. Ja, seveda, tisto, kar deluje, bo prišlo v spredje, se to je tudi neka evolucija, preživijo boljši, oziroma tisti. Nekje sem videl raziskavo, kjer so otroke vprašali, pa zdaj ne poznam vira, ne poznam nič, ampak sem tako, kaj si želijo postati? To je bila ta z astronauti. Ja, ampak pred 30 leti sem videl odgovore, kakšni so bili pa zdaj. In v bistvu zdaj so odgovori doskrat influencer, youtuber, na Instagramu hočem biti. In v bistvu se dejansko ustvarja ta poseben digitalen svet, ki je ločen od tega sveta. In to starši doskrat težko razumejo. Zdaj prvo ta raziskava je ful zanimivo, ko so na Japonskem to odkrili, da je prvič odgovor astronaut ni bil več na prvem mestu, ampak na prvem mestu postal youtuber. So cel program nacionalni zaštartali za klinika, tako to je bilo alarm v smislu, kaj se tu dogaja. Čakaj, kaj si pa rekel naprej, sem pozabil nekaj smislu. Jaz tudi ne vem. Starši so... starši ne razumejo tega, da se digitalno, nov svet... to si mislil, Mislim, jaz ne bi tu rekel več, da je to sploh, da je to sploh ločeno. To ni več ločeno. Tudi mladi danes, oziroma ne smemo več dojemati tega. Veš, tako se mi zdi, 5 let nazaj bo še ful normalno, da se je rekel, virtualni svet pa realni svet. Danes ni več, je to. Tudi mi smo imeli prejšnji teden konferenco nacionalno na našem logoutu. In je antropolog Dan Podjet govoril o covidskem človeku in je v bistvu na tako ful lepo je dal primerjavo, mislim, ful lepo, lep nazor je, ni pa, kar pa prikazuje pa druga stvar, da v bistvu okno današnje v svet ni več dobesedno okno, kot smo ga včasih imeli, ko si pogledal ven, ampak je zaslon, da v bistvu je tisto čez okno je virtualno, to, kar pa tu vidim, je pa še posebej po lanskem letu, je pa v bistvu ta realnost. Ja, res je, in tudi tisto, kar se zgodi, veš, ni to, da nekaj, kar se zgodi v virtualnem prostoru, ostane tam. Danes, kar se zgodi v virtualnem prostoru, ima izredne posledice v realnem prostoru. Ja, res je. Elon Musk da tweet ven, pa marketi grejo. Mislim, sigurno se moramo pripraviti na svet, ki bo precej drugačen od tega, ker so naši starši bili vajeni, in jaz tudi moram pri sebi tako biti, da nisem ta boomer. Svet se spreminja in to je pač ena karakteristika človeške civilizacije, ampak me skrbi, da ne bi delali nepopravljivo škodo. Na, recimo, tako kot sem prej omenil, na v bistvu hormonskem sistemu celotne generacije. Da ne bojo več pol motivirani ali pa bo imel v bistvu zelo velik procent teh ljudi, da bo imel vrednoto, da si želi biti influencer oziroma youtuber oziroma ne vem kakšni so bili ti rezultati. Pač rabimo malo mešano stvar. Mal bi tvoj vidik rad zvedel, zdaj zadnjo leto, mislim, da je šel ta dokumentarc na Netflixu, Social Dilemma. Si verjetno gledal, ne? To je ful velik moj greh in to me že večkrat so vprašali. Veš, vse si to vgledal in ga še nisem pogledal. A res ne? To me zdaj zelo preseneča. Ful velik moj greh, in že večkrat mi je ampak vedno se pa se spravim. Ampak veš pa, o čem so govorili. Mislim, družbena omrežja uporaba. Mi imamo tudi eno izmed podjetij, ki je bilo zelo uspešno v Sloveniji na področju mobile gaminga. Outfit 7 se je prodal za 1 milijardo. Zdaj malo tvoj vidik, ker jaz tako razmišljam. Iniciative podjetij so narejene na downloade, na time on app, tako kot sem prej omenil, čim več časa je potrebno biti. Nimamo pa tukaj
nekih zakonskih guidelinov, kaj smeš delati, kaj ne smeš delati. Ne? In jaz, kot sem omenil, delujem na področju uporabniške izkušnje, ne? In poznam pač da lahko ti v bistvu manipuliraš hormonski sistem svojega uporabnika. Ne? Ker če poznamo biologijo, jo lahko manipuliramo. Ne? In dejstvo je, da vedno bolj poznamo biologijo človeka in vedno boljše algoritme imamo, AI in podobno. Ne? In to gre lahko v smer, kjer ne to, da mi nimamo svobodne volje, ampak da mi niti približno ne bomo prišli zraven. Ne? Tako da mal je tukaj problem, ker iniciative podjetij so nastavljene na profit v tem sistemu in to, da ti zasvojiš svojega uporabnika, je zelo dober za biznis. Tudi malo mogoče to lahko komentirava, ker oni uporabljajo Fortnite, uporabljajo Talking Tom, uporabljajo TikTok. TikTok. Ja. In tako malo lahko to pokomentirava, oziroma tvoj vidik. Ja, sem da ne bo za TikTokerji, je vse ok, samo aplikacija v smislu dizajna je pa narejena. A si bil na TikToku ti slučajno? Ja, mi dajemo boš na TikToku, tako da lahko poveš za TikTok. Se si dobro začel, TikTokerji. To, da jaz dam exit app in mi app namesto tega da gor nov posnetek, pa me še enkrat vpraša exit. Oh my God. To pa še nisem videl. Mislim, jaz zadnjič sem bil gor, ko smo nekaj delali za mogoče kaj testirajo. Mogoče sem jaz bil kak testni zajček. Ne, testi se v teh masovnih aplikacijah konstantno dogajajo. Zbereš 1000 ljudi, random, pa delaš AB. Nice. Potem implementiraš, ne delaš sprememb na celi populaciji, seveda. Ne. Štekam, tako da lahko je moja izkušnja v bistvu TikToka v bistvu čist druga, kot pa sploh zdaj disam boge TikTok, pa v bistvu čist imam napačno izkušnjo. Ampak izkušnja TikToka je specifično zelo za tebe, ker se vsako sekundo algoritem prilagaja, kaj ti pokaže. Tako da to smo se s fanti, imamo en tak drugačen format podcasta. Dialog, Smo se glih o tem pogovarjali, da je kolegu razlagal kolega, da na tem TikToku so pa same nage babe. Mislim, babe, da vlešajo, pa on tako. O čem govoriš? Ne? In dejansko je pač algoritem, algoritem, ki se prilagaja od tiste sekunde naprej, ko ti prvič odpreš app. Ne? On gleda, koliko časa si ti na enem posnetku in potem se uči o tebi in tvojih zanimanjih. Hiter ve spol. Ne rabiš mu ti spola povedati, hiter ve. Starost, ali si zaposlen. Seksualno orientacijo, vse. Hiter, ne? In potem te da v nek bucket in ve, kaj temu bucketu všeč. In ti to ponuja. Izjemno velik potencial za echo chambere na spletu. Odmevne komore, kjer se predsodki samo bouncajo eno drugega in se podpirajo te stvari. Mnenje, profit, digitalni kapitalizem na vrhuncu. Podjetja potem, ko naredijo svoj profit, pol začnejo, pa damo, pa implementirajo, pa se pa gremo v varno rabo, pa to ne. Zdaj, telefoni so že imeli, Androidi naprimer že imajo 5 let možnost dati not neke te za spanje pomoč ali pa za monitoring naprave, mislim, čas naprave, pa te neka opozorila, pa zdaj, ko ima to tako počasi nek se počasi gre. Prvo jih dobimo, pol pa bomo se šli družbeno odgovorno delo. Tako da, ful je tega not, ful je mehanizmov not v teh aplikacijah, ki so totalno, ki so narejene na to, si sam ful že lepo povzel, ki so narejene, da pač nas držijo pri uporabi, da je naš čas na aplikaciji tem večji. Zdaj, nekaj sem mislil, zdaj pa pozabil. Ni panike. Mislil sem, da bi šla mal... O tem sem že veliko govoril na tem podcastu, tako da ne rava o tem, pa Social Dilemma je bila odzunaj, predavam o tem, tako da ne rava se tukaj preveč časa zadržati. Mogoče bi me zanimala, kakšne specifične zgodbe. Teh mehanik, kako vplivajo? Veš, kaj imam? Ne. Otrok. Ampak lahko pa poveš. Snapchat je imel tudi družbeno omrežje in je imel eno funkcijo, naprimer, to mi je vedno tako fascinantno, da, torej jaz pošljem tebi Snapchat, ti meni pošleš eno sliko nazaj in dobiva ogenček. Poznaš to? In si imel ikonico ogenčka, pa številko 1.
naredimo to drug dan, dobimo ikonica ogenčka, pa številka 2. Vsak dan, ko to naredimo, gre številka gor. To je to, samo poleg najnih imen je. Če en dan ne narediva, vse ogenčke izgubijo. Exactly. In jaz sem že imel primere dvakrat celo zdaj na delavnicah, kjer je oseba, kjer pač vprašamo, koliko imate ogenčkov, pa nekdo, ena ženska reče, 1000, right? In vprašam, kako pa, mislim... Sprav z neko osebo je 1000 zaporednih dni. 1000 dni zaporednih, ja. Čeprav ima Snapchat, mislim, na neke posebne akcije, da lahko neko, da lahko... da lahko več dobiš ogenčkov kak dan, ali pa da če si kak dan zgrešil, da imaš kao neki bonus, pa neke fore. To je valjda pol mikrotransakcije, let's go. Ja. In pol pač vprašam, kak je, mislim, ne vem, kak pa je to, pa kak se to razvije, pa ona je rekla, ne, se v bistvu mi dve se več ne slišimo, mi dve smo skregani, ne. Aha. In se že tako pol leta ne pogovarjata sploh, ne, ampak pa pošiljata, ogenčki pa še gorijo, ne. Vidiš to, kak nas tehnologija povezuje, ne. Ja, zelo zanimiv. Ful zanimiv princip, ki sem ga slišal pri Jerry Seinfeldu, ne, ker njega so komiki skozi spraševali, pa kako ti tok šal imaš, pa dobre, pa je rekel konsistenca. In to pomeni, da vsak dan napišem vsaj eno šalo. In potem imam koledar, in ko to naredim, prečrtam tisti dan. In potem se veriga dela, ne. Če en dan zafrknem, nov koledar. Sem zgubil vse za nazaj. In ti enostavno svojo navado vsak dan je močnejša tvoja želja, da to narediš, ne. In to lahko uporabiš za dobre stvari, tako kot je on uporabil, ne. Sprav neke pozitivne, a ne, vsak dan mami, recimo, se slišam z mamo, a ne, pa se lahko to, ali pa nekaj delam kreativnega, ali pa športam, ne. Pri takih stvareh pa tudi oni izrabijo stvari, ki delujejo za svoj prid, ne. Tako da, to je zelo zanimivo. Prej sem te hotel vprašati, kakšne primere mladostnikov, s katerimi se srečuješ, ne? Kakšne so bile take najbolj zanimive, ne vem, koliko časa že delaš, ne? Ampak v tem... Tretje leto že zdaj. Tretje leto. Kakšne najbolj take, lahko rečeva, ekstremne, zanimive, lepe zgodbe, ki ti padejo na pametno? Zdaj v specifičnih primerih, valjda ne morem zdaj tu ne govoriti. Nisem mislil, da ime. To je Jože tam iz dol pri Ljubljani. Zanimivi primeri, mogoče to, in zdaj ne bom ti mladostnike, ampak starejše občane. Mi imamo tudi kar nekaj starejših občanov, ki so žrtve v bistvu. Ob enem so neki prekomerni uporabniki ali pa celo zasvojeni, ob enem so pa žrtve nekega spletnih prevara, kakokoli. Mi imamo tudi en program, Logout and Speak Out, kjer je delo z žrtvami spletnega nasilja, ne, ker spletno nasilje je tudi ena cela tema. In to je na primer en taki, več primerov smo že imeli, ko v bistvu, torej starejše osebe, a veš, nek malo osamljene, in potem prideš do neke spletne strani, kjer je tam neka Marta, Marta 43, neka, ne vem, bla, 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 in potem moraš za vsako sporočilo plačati 2 evra, ne, in potem ta Marta piše in ta Marta kakorkoli, no. Tako da, teh imamo kar nekaj, tudi ljudje smo že imeli primere, kjer, a veš te, ko nekdo piše iz tujine, ne, in pošli mi, ne. Nigerijski princ. Nigerijski princ, ampak danes gre to bolj v te prevare v tem smislu, da je, da pišem jaz kot kao neki, ne vem, jaz sem vojak, neki vojak sem kao, v neki Afriki nekje in sem ostal tam in zdaj rabim neki cash, da lahko potujem v Evropo in tam bomo se mi da poročila in to bo ful lepo in bla bla bla. In že po več 10,000 evrov bilo poslanih na neke, Slovenci. Ja, neverjetno. Tako da te primeri so bolj taki, zdaj pri mladih pa imaš te najbolj ekstremne v smislu tega, da ne vem, doma po 5 mišk skritih, pa 4 tipkovnice, ker so starši pač tipkovnico vzeli pa miško v smislu, zdaj pa ne moreš več gamati. Veš, mislim, načini kreativnosti, ki jih imajo ti mladi, veš. Ja, da rešijo ta problem. Ja, pa to je njim več poliziv, nekako zdaj prijem do tega, ne. Je noro. Pol je bil, ne vem, take maško, ne vem, veš, en mesec že hodi en k meni in po enem mestu in na začetku starši so dali gor Google Family Link. Google Family Link je aplikacija za starševski nadzor, to pomeni, da torej starši lahko kontrolirajo, koliko otrok je gor, pa vidijo, kje je uporabljal, pa lahko mejijo, pa bla, bla, bla.
In on po enem mesecu, ja, se v bistvu jaz si tako to sam štelam, pa sem like, what? Kaj ti tam slušaš? Ja, pa pač preko maminega Gmaila grem not, ne pa. Ja, se pravi, prišel do maila, vidite. Starši danes, naprimer, tudi kao poprašam, pogosto je, da otroci vedo več gesel od staršev, kot starši vedo gesel od svojih otrok. Otrok ima dostop do Gmaila, službega, do blablabla, pa ko starš hoče odklene telefon, pa ne ve, koliko ima. Ja, se to jaz nimam otrok, ampak čisto laično se mi ne zdi trajnostni pristop k reševanju te problematike, ker doma imaš malega hekerja, a ne? Ti se pa greš z njim v bistvu igro, ki je on 100krat boljši, a ne? In ti mu hočeš omejiti in on bo pač iskal načine, kako ta sistem izigrati, ne? Bolj trajno se mi zdi pač odkrita komunikacija in podobno. Točno to. Ja, ne, mislim, res je to. To je pogovor, dober zgled, nasloviti, dogovori te stvari. No. Primeri še. No, potem tudi tak je, da naprimer doma se odzame naprava in potem pač se gre igrati v Baby Center ali pa v Big Bang, ko so še imeli včasih. Pač in cele dneve pač se tam igra. Pol, ne. Zanimivo. Ja, tu en note, da če odzamete napravo otroku, ki igra 10 ur na dan, potem imejte pripravljeno alternativno aktivnost. Ne. Tako starši to včasih vzamejo, pa so taki, se bo pa zdaj šel ven, pa se bo zdaj knjige bral. Ja, ne bo se to zgodilo čez noč. To sem te mislil vprašati malo, če kakšni starši tega podcasta ne poslušajo toliko spet starejši, ampak so nekaj jih je, pa nekaj od njih so. Bodoči starši, super. Kakšne napake najpogostejše vidiš, eno si opredelil zdaj, strani staršev, ki se poprijemajo s to problematiko, ne? Da imajo otroka, ki je preveč na napravah? Začne se že od malih nog. Od 0 do 2 let, torej ko se rodimo pred 2 leti, je naš predlog nič naprav, nobenega zaslona. Od 0 do 2? Okay. Mislim, do drugega leta, ne 0 do 2. Nekaj vizualno spomnim se, ko imamo smernica, piše nič do 2 let. Ne, bolj sem mislil tako, to se mi zdi čist normalno, pač do 2 let. Ne, ja, mislim, mogoče se ti, ampak ni pa to nujno, še posebej pri mlajših starših je, naprimer, se naprava lahko uporablja kot pomirjanje, torej otrok noče jesti, ali pa noče, ne vem, nekega opravila, zobkov čistiti ali pa kajkoli in se zdraven da risanka na YouTube ali pa kaj, ne. Not good idea. Not good idea do 2 letih. Do 2 let nič stika, ker vsaka minuta, ki jo otrok porabi za zaslono, je minuta, ki jo otrok ne bo porabil za interakcijo s svetom. In teh prvih 2 letih mora biti tem več torej izkustvenega učenja, ne, hoditi okrog, govoriti, blablatati, padati, karkoli, raziskovati, Vse, kar je pa zaslon, je pa vsaka minuta je vzeta stran torej od tega. In ne bo tudi, študije kažejo, ne bo dobenega benefita od tega, ne. Včasih mogoče starši mislijo, aplikacije za učenje jezika, samo pa ne, mali Martin bo zdaj začel pa ne, japonsko govoriti. Ja, japonsko govoriti, ne, pa v bistvu nima dobenih dokazanih. Tako da to, kaj se otrok s tem nauči, je potem, ne, da v bistvu to nelagodje, ki bi ga otrok mogel sam pri sebi se naučiti sprocesirati, ne, torej, da tam sedim, pa pač moram ta dolg čas, pa nelagodje nekega čist normalnega opravila, prehranjevanje, čiščenje, karkoli, sedenje na miru, ne, ga v bistvu naučijo se pri sebi, jaz to pomirim s tem, da gledam neko napravo. Ne. Imaš tudi en posnetek, smo zadnjič na konferenci videli, ko je bil kar scary malo, ko dojenček se dere, pa brca nekaj in mu starš samo da tako telefon in naenkrat tako cuf. In mu telefon zame in spet nazaj. Ne. In so to, ne, ti starši so to snemali v smislu tega, gled, veš, tako, ne kot smislu opozarjamo na to. Niso videli resnost v temu. Tako da to staršem tudi čist praktičen predlog, prve naprave naj ne bodo last otrok. Torej ne, mali tinček dobi za darilo od babice telefon ali pa tablico, ne, se pa bo, ne, pa to je za njegovo, ne, ali pa je... Za šolo rab. Za šolo, za šolo rab, ne. Ali pa je mali tinček to konstantno zbiral ta denar, ne, da bo zdaj naj prihranjevanki in si ga kupi s svojim denarjem. Zelo odsvetujemo, ker takoj, ko je otrokova lasto, ko otrok dojema, to je zdaj moje, so tu zelo teženi procesi kakršnega koli dogovarjanja. Tako da prva naprava, ki jo otroku kupimo,
naj bo naša in jo dajemo otroku v posojo. Veliko lažje se pa lahko odgovorimo, tudi otrok bo bolj pazil na to, naj ni to potem moje, jaz danes si otroci vejo, da imajo otrokove pravice, veš, to ni zdaj, jaz imam otrokove pravice, kako mi zdaj ti jemleš prav, ne. To bom parjavil na socialno delo. Ja, zdravo, starši mi ne dajo naprave. Potem pa to, ne, vzor. Velikokrat se, pa pogosto dobim med predavanjem ali pa tudi zadnjič, ko smo bili na konferenci, vprašanje vmes prije, a TV se tudi tu zraven šteje? Ja, TV so tudi zasloni, ne. Sploh zdaj, ko so YouTube gor, ne. Zdaj, ko imaš pametne TV-je, zdaj pa gremo, ne. To v bistvu so aplikacije Netflix, gor, YouTube, ja. In potem starši, naprimer, starši preživijo 4 ure na dan popoldan pred televizijo, pa prinesejo svojega otroka, ki 4 ure igra k nam in pač to je zelo velik argument njegov, zakaj bi jaz mogel prenehati, če pa vi tako gledate. Ja, vi pač to delate, jaz pa to delam, smo isti. Tako da starši tu absolutno skletno, naša uporaba naprav se bo zrcalila v njih. Tudi en posnetek videl, ko ena, ne vem, po mojem 3 leta stara, 2 leti stara, v zadnjem zidu avta sedi pa ugasen telefon, ne pa kao, da se, kje si se to naučil, kje si to pobral, staršev. Vse o tem niso govorila, ker so se ful bolj fokusirala na moški del populacije, ker sva o igrah govorila, imajo tudi zelo močen ta huk, odvisniški. Kaj pa punce, ker mislim, da sem v knjigi Jonathan Haidta zasledil statistiko o tem, koliko samomorilnost v bistvu vse v zadnjih 10 letih pri... 12 je šlo gor, ne? Ja, punce od 12 do 16 je šlo za, ne vem, 80%, ne vem. Ful je šlo gor, ja. Vse mentalne, tudi naši NIJZ podatki so v zadnjih od 2.5 do 2.15, vem, da je bil tako. Za punce, ne? Mislim splošno, ja. No, ampak punce tudi, to sem hotel povedati, da so punce, v bistvu je trend slabši kot pri fantih, ne. In dosti teh sociologov, psihologov, ne vejo točno, kaj je vzrok, ampak glih v tem času je porast teh družbenih omrežij, ne. Ker punčke so recimo, rečeva zdaj zelo na grobo, na Instagramu, ne, pa v bistvu delajo ta svoj vizualni, socialni del, ne, fantje so pa igrce, ne, zdaj so tako zelo na grobo razdelili. Ja. Koliko imate klekej stika z puncami? Zdaj, punce, gamerke, dejansko se ta odstotek čez čas zgleduje, mislim, bo isto. Bo isto? Zdaj smo že nekje, mislim, da 55, 45 ali pa vsaj 40, 60 tam nekje. Kaj pa igrajo punce? Pa isto, tudi, ko jih vprašam, Fortnite, a veš, tudi streamerke, to je tudi zdaj a thing, ženske streamerke so hitro uspešne, lahko, Fortnite, Minecraft, mobilne igre, tudi naprimer, veš, meni se zdi, da velikokrat, ko jaz rečem tu, igranje iger, mi takoj pomislimo na komb, pa konzole, pa te stvari. Moramo se zavedati, da 54% dobička v videoigralski industriji je mobilne videoigre, torej več kot polovica. Mobilne videoigre so v zadnjih letih totalno prehitele vse ostalo. Ja, pa doskrat tudi vidiš, greš zdaj sicer ne v restauracijo, in je otrok na gejma Fortnite na telefonu. Ja, to se že danes vse daje. Sem za ljudi, ki si ne predstavljajo tega, da mislijo, da rabiš računalnik, da se to sam doma dogaja. Ne, ti boš v bistvu napravo sabo nosil in to svojo odvisnost sabo nosiš. Ne. In ti si v bistvu skozi preklopljen na to. Tudi e-šport se je začel razvijati mobilni, kar je bil meni veš, jaz sem zelo v tej sceni, pa mi ni to nikoli bilo tako, se pa to je okej, right? In ko sem pa prvič videl na odru, a veš, na odru so stali, pa množica ljudi gleda e-šport in na telefonu igrajo, sem pa imel tisti, opazil sem pri sebi tisti feeling, shit, interesting. Zanimivo je. Ja, veš tako, da mi je bilo nepoznano, right? Ker nisem jaz mobilni gamers, še tako old school, right? Ja. Za prihodnost tudi mogoče samo ta plugin, 5G prihaja. 5G, mislim, počasi bomo prišli do hitrosti, ker boš ti lahko na telefonu igral karkoli boš hotel, cloud gaming, kjer se bo igra procesirala nekje v cloudih, ti boš pa samo inpute v bistvu tja pošiljal, pa dobiš sliko nazaj.
Torej, God of War na telefonu, na WC-ju, doable. Ja. Zdaj imaš že to opcijo, zato ker če imaš doma konzolo, Ja, lahko streamaš. Ja. Ti pa govoriš o tem, da jaz niti ne bom. Ne rabiš niti, sploh. Google Stadia je eden izmed Google teh. Pa Nvidia ima svojo. Ja, to je sigurno prihodnost tega, da bojo velike, mislim, ta prave igre dostopne kjerkoli, iz kjerkoli naprave. Niti ne bo to bo lahko Android telefon za $100. Ja. Punce smo še sem to. So pa procentualno gledano večji odstotek, naprimer Instagram, Snapchat, TikTok, mislim, da je večinoma so punce, večji odstotek so punce. Moški dominirajo pa seveda videoigre, pa bolj, naprimer Twitch je. Twitch je večinsko moški, tako mislim. Ker je povezan z igrami. Ker je ful povezano z igrami. Pa YouTube se mi zdi, da so to pa splošna statistika, bolj moški so na YouTube, kot ženske. Ampak ni velikih razlik. Tako da družbena omrežja bolja. Se tudi ta problematična raba družbenih omrežij je v bistvu v Sloveniji, mislim, ko je bila ta niz raziskava, je bilo tudi pri puncah bolj izpostavljeno. Kaj pa tam vidimo, a so iste posledice, ker jaz mislim, da tako ne. Imamo mi neko igro, kjer otrok ustvari svoj karakter. In s tem se nekako svoj ego projicira noter na tisti karakter. Se pravi, on se razcepi. On ima v bistvu neko persono, ego, delček ega ima tam v tem liku. In zato je to tako vabljivo tudi. Jaz sem nek v komunitiju lahko zelo cenjen posameznik v igri. In jaz imam tako opremo. In je zelo podobno z fizičnim svetom. Pri puncah je pa mal drugače, ampak zelo podobna dinamika, kjer ti svoj, recimo, Instagram profil delaš. In v bistvu vzemaš stvari iz fizičnega sveta, jih filtriraš, jih sortiraš in s tem narediš svojo prezenco, ki pa tudi ni čist tvoja. In to se isto dogaja, ta projekcija svojega ega v virtualni svet. In jaz mislim, da tukaj bolj na tem socialnem delu sloni ta ženski del populacije, ali pa na Instagramu, bolj ta socialni del. Kakšne so tukaj posledice za posameznika? Zdaj, mi imamo tudi spletno nasilje. Zdaj lahko gremo, tu bi lahko zašla v celo to, pošiljanje nudsov, pa golih fotografij, pa to je čisto vesolje tega. Ampak tu pride bolj, kje se rizično potem izpostavlja, če je ta prekomerni čas na družbenih omrežjih, so neke raziskave, tako si prej rekel, nespečnost, depresivnost, anksioznost, samopoškodovanje, samomorilnost, te stvari. In pa tudi spletno nasilje. Tem več časa sem gor, tem bolj sem izpostavljen nekim okoljem, ki so lahko toksična, ki lahko dajo neke, ki mojo samo podobo napadajo, tako jo lahko krhajo. Zdaj ta projekcija ega, kako si ti to opisal, mislim, seveda, svoje persone ustvarjamo, lažne profile, kdo sem jaz, kdo je pa tista persona na spletu, ni nujno, da sta to iste osebe. Izkrivljena podoba. Mislim, v obeh primerih se zelo podobno dogaja lahko, torej v igrah in na družbenih omrežjih. Sam igrca je drugačna, to sem hotel povedati. Okolje. Tam je igra, dejanska igra, Fortnite, klej pa igra, ki se pretvarja, da je všeč kot ženska. Je pa socialna igra, je pa v bistvu ta klasična igra, ki smo jo igrali v Tribu. Kjer moški je najboljši samec, je alfa samec, in kjer ženske so primerne za njega. In zdaj, kako jaz gledam, je ponovadi to bilo, zato ker s tem poveš kot ženska, koliko sem zdrava in kako sem primerna za reprodukcijo. Čisto zelo poenostavljeno, da me ne bo kdo zelo natančno citiral. In jaz mislim, da to igro igrajo na Instagramu. In ta igra je ful nevarna igra. In zakaj je nevarna igra? Pa zakaj so posledice vsega tega, zvišana samomorilnost pa to? Zato, ker v bistvu ti dejansko bolj to si kot ta fant, ki igra Fortnite. On ve, da ta lik ni on.
tukaj pri tej projekciji ega, Pa je pa to zabluran. Štekam, ja. Sem jaz, ampak v bistvu nisem jaz. Ne. Kdo sem v bistvu jaz? Pa skozi moram biti popolna, da me bojo ljudje cenili. Ta slika je dobila manj lajkov, postajam debela, ne? In je vse zelo na fizični način povezan. Ne? Jaz lahko zgubim Fortnite, pa rečem, ok, slab dan imam Fortnite. Ne? Jaz ne dobim lajkov na svojo sliko. To sem jaz. Posebnost je, ja. Teže je, sploh pri toliko mladih letih, se odcepiti od tega ega. Ja, to mi pol starejši delamo, rečemo, ok, nisem jaz svoj avto, nisem jaz svoj karijera, ne? Ampak da se ti pri 15 letih igraš to igro, ne? To mene kar zmrzi. Ne? Ja, ja. In v bistvu cela tvoja vrednost sloni na tem, kako ti izgledaš. In to ni res. Ne? Ta svet Instagrama, TikToka, karkoli ti pa to sporoča. Ja. In to je ful... Tudi realnost drugih vidiš, ne? Tudi to je stvar. Ne? Ti ne samo primerjanje, da si ti samo upisal to izkušnjo iz prve osebe. Ne? No, sej 100 lajkov primerjaš z 300 lajkov. Ja, okay, ja. Sej 100 lajkov lahko ful velik lajkov. Mislim, ne mali, ker ima ena 500. Primerjanje. Ja. Vse to je tudi stvar tega, da internet vedno izpostavi ta neke izjeme, oziroma ne vedno pride na vrh ta najboljša. Pa bolj ekstremni. Več riti pokazati, več. Mislim, karkoli jaz v življenju naredim, bom na netu najdel nekoga, kot so znajo narediti 6-krat boljše. Ni važno, kaj je. Pa če je najbolj bizarna stvar kot frckanje kovancev v kozarec iz 100 metrov. 100% na netu to nekdo dela, boljše kot ti. Ne. Res je, ja. In ja, torej, mal tu potem bi bilo treba ta fokus, ne, se mi zdi, da ta fokus je posledično na cel svet, malo, tako jaz se s celim svetom primerjam v enem momentu, ne. Ja. In da bi ta fokus se v bistvu mogel malo zmanjšati na to, ok, kaj pa je v moji immediate okolici, ne, kje sem jaz v razredu, recimo. Kje sem jaz v razredu, ja. Kje sem jaz v domu, v svoji okolici, ne. Malo je tudi povezano, veš, sem se zdaj spomnil na doom scrolling, ne. Doom scrolling je opis pojava, kjer jaz v bistvu iščem namenoma neke slabe novice in berem o njih. In lani smo vsi bolj kot ne malo doom scrollerja. Ko je bila korona, pa si šel gledat, koliko je danes caseov, pa koliko je zdaj, pa ki vse je že okuženo, pa kdo že je zaprt države, pa bla, bla, bla. In je isto to, ne, da v bistvu dobivam toliko informacij iz sveta, toliko nekih stvari, da pozabim malo, kaj pa danes in tukaj, ne. Kje sem pa jaz zdaj, kje sem jaz v svojem okolju, ne, kje sem jaz v svoji družini, kje sem jaz v svojem razredu. Ne. Ker hierarhije delamo v glavi si, ne, kje sem jaz v tej hierarhiji družbeni. Sam da, oprosti, ker sem te prekinil, pač ena številka obstaja, Dunbar number, ne. To je v bistvu nek psiholog, je bil sociolog evolucijski, ki je opredelil številko 150 kot število, ki si ti še sposoben ljudi poznati. Ne? In ta številka je 150. Zakaj je ta številka 150? Ker smo se razvili v tribih oziroma v plemenih, ki niso bila pogostokrat večja od 150 ljudi. Ne? In ti v bistvu tekmuješ tvoj hormonski sistem, tvoja biologija živi na način, da ti tekmuješ 150 ljudmi. Ti pa dejansko zdaj tekmuješ z milijoni ljudmi. Ne? Recimo, zdaj smo na temi neke punce, ki tekmuje, kdo je lepši. Ne? Tekmuješ z milijoni influencerkami, ki imajo sfiltrirane fotografije, retuširane fotografije, lahko celo plastično popravljeno fizično telo, kote, profesionalne fotografe. In ti v bistvu z vsemi cela ta vojska je na drugi strani ljudi, ki poskrbijo, da to maksimalno dobro zgleda. Ti si zdaj kot neka 15-letnica, 16-letnica dolu pri Ljubljani, tekmuješ s tem. Ne? Ja. In to je, vemo kaj. Vmes, ko starši se kregajo, v šoli mi ne gre, tako težav, cel ta... Pa vsi živijo popolno življenje. Vsi živijo, ja. In zdaj se soočati s tem, to ni mislim... In ta realnost pa nerealnost, ne? To je v bistvu moj glavni razmišljanje problematike digitalnosti, ne? Ker digitalno bi moglo biti realno, oziroma extension tega, kar je realno, pomaga nam prek Zoomu, da se lahko z babico pogovarjam, če sem na drugem koncu sveta, ampak vse je realno. Ne? Zdaj pa mi to, ker je lahko, lažje izkrivljati, ne? Pač izkrivljamo. Ne? In postaja realno pa nerealno. In čim je nekaj nerealno, neresnica,
nisi v balansu, kot človek. Ja. Ki šele potem tu kakšni deepfakei, pa tehnologija, ki prije naprej. Pa VR, recimo. Pa VR. Da ne boš sploh vedel, a si v igrci ali nisi. Ne? Ja. A sanjam, a zdaj le sanjam. Ja, ker recimo to je ta argument o simulaciji, da je to že simulacija, ker najboljša igrca, najbolj zabavna igrca bi bila igrca, kjer si ti zbrišeš spomin, da si v igrci. In v bistvu imaš težave, napadajo te ljudje, napadajo te problemi in ti jih rešiš in dobiš to zadovoljstvo, o katerem sem govoril. Spravo imam izziv, jaz naredim akcijo, dobim feedback pozitiven, ne? In to je igrca. To je življenje. In nepredvidljivo je. To je tudi ena ogromna komponenta, zakaj je internet tako adiktiven, ker vedno, ko prijem gor, nikoli ne vem, kaj bom gor najdel. To je ena na predavanjih, dostakrat rečem, recimo igralni avtomat. Ja, je to slot machine. Ja, je v tem loopu noter, ker ti v bistvu narediš akcijo, potegneš ročico, potem se to vrti in ti ne veš, kaj boš dobil. In glih v temu ne veš, se skriva zelo močen tak hook za naslednji potek. In ti dobiš recimo češnjica, banana, nisem dobil. In spet narediš akcijo. In ta potek je zelo podoben drsljaju navzdol, kjer ti osvežiš v bistvu feed in ne veš, kaj boš dobil. Ali pa odpreš story na Instagramu. Ti ne veš, kaj se od zadaj skriva. In v bistvu je neko tako darilo, ki ga moš ti odviti. In tukaj je ta dopamin. To so isto mikrotransakcije oziroma lootboxi v igrah, zelo podobno delujejo. Ja, sem videl, kako se to vse ognjemeti prehajajo, muska je zraven. Isto je, vse gre na ta dopamin. In če se prej malo navežem na urejanje tega zakonsko, ko smo rekli. Naprimer, lootboxi so že ena taka, lootboxi so torej, da razložim mogoče na hitro, srečke v bistvu, ki jih lahko v video igrah kupimo, torej znotraj igro kupim ali pa jo dobim, kakorkoli, in potem znotraj nje lahko uporabim denar, da kupim neke srečke, ki imajo naprimer v FIFA je simulacija nogometa, kjer dobim not Ronaldota, lahko pa dobim not nekega iz X neke lige, in valjda hočem Ronaldota, in moram odpreti, 1000 teh srečk, da dobim tistega Ronaldota enkrat. In v Belgiji, naprimer, so že trenutno prepovedali jih. V Belgiji to ni več. Igre morajo prav posebej verzije igre imaš v Belgiji, ki pač nimajo tega, ker to ni dovoljeno. To se bo začelo zdaj dogajati, se mi zdi. To, ki je neraziskano področje, da bi lahko eni strokovnjaki, to bi mogli biti strokovnjaki, ki poznajo igre, poznajo, kaj se dogaja, pa poznajo, kako vpliva to na hormonski sistem, pa pol predlagati, kaj prepovedati, kaj ne. Ker naprimer tudi ta FIFA je za 3+ primerna igra. Potem imamo tu neke starostne omejitve za igre in potem je FIFA 3+, notri pa v bistvu je gambling. Notri pa čisti gambling, točno to s cashom. In tudi te primere, ko smo prej rekli zanimive, tudi te primere imamo, ko pač je po par tisoč evrov ko šlo, ko je otrok prišel do kart. Naprimer, mislim, da je bil, ko je babica dala vnuku. Ja, čist možno. Pač banka kliče na točki, imate vi tu neke, veš, neki denar ste nakazali, sam preverjamo transakcijo in tako, kaj. Babica je dala vnuku kartico bančno, da si lahko vsaki mesec, mislim, da je bilo za 20 evrov ali 10 evrov, da si lahko v Fortniteu kupi skino, In je šel on do konca. Valjda, mislim, vse to, mi zdaj tu pričakujemo od otrok, mi jim damo te naprave, ki so narejene, da njihovo pozornost zahtevajo, ki so narejene, da so nepredvidljive, da so v bistvu te slot mašini in pol od njih pričakujemo, da bo oni za to sami kontrolirali. Vmes, ko še njihovi možgani sploh niso razviti, da bi imeli samo kontrolo, samo nadzor te stvari. Še mi, odrasla, razvita oseba, do 25. leta, ko se možgani razvijajo, imamo težave te stvari pod kontrolo spraviti, pa nekot manj moram biti govor prav, Za njih je to ful težko, mislim, skoraj nemogoče. Če boš ti danes mladi osebi dal, mislim, mladostniku dal neomejeno časa, da lahko špila, pač on bo špila. Ja, bolj so v trenutku otroci, to je pozitivno in negativno, večinoma je pozitivno, ker si v trenutku ne trpiš toka,
z našimi pač paranojami odraslimi, sekiranjem. Ampak ja, to pomeni, da ne znaš odložiti užitka. Ja. Da ne znaš reči, vem, ta eksperiment obstaja, ker so otroku dali bombonček, pa so rekli, če počakaš 10 minut, dobiš 2 bombončka. Ne? In otroku je to zelo težko. Ne? Ampak je zelo pomembna stvar, da se nauči. Ja, to je pa tisto, kar si ti prej tudi malo govoril. Točno to, da se v bistvu naučimo, da nagrada je nekaj, kar se potrudimo za to, naredimo nekaj in da je pot pomembna. Ne? Ali pa next level, ali pa kako naslednja stopnja bi rekel, da se nagrada skriva v trudu, neposredno. Ne po koncu tega truda, to je zelo težko. Ja, to je. To je tista iz Bhagavad Gite, je en tak znan citat, upravičen si do svojega dela, ne pa do sadov svojega dela. Ja. In to je ena taka modrost, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna, da se naučiš. Ker večino časa si na poti, ne na cilju. Cilji so zelo kratki. Večji del boš delal tisto stvar, ki boš delal. Da uživaš. Tako da ful ti hvala. Mogoče samo še eno stvar, ker vem pa, starše sva pokrila, ful dobro si povedal par teh glavnih nasvetov, recimo, ne bova rekla napak, ampak kaj najpogostejše kje padejo. Vem pa, da ta podcast posluša nekaj ljudi, ki imajo pa težavo s tem. Okay. Pa so malo starejši, recimo 20, pa imajo težavo z napravo, ne sicer z game, ampak pač odvisni so. Internet splošno. Twitch, in podobno. Kaj bi enemu takmu posamezniku rekel za začetek, recimo, da je pomembno, da ve? Prvo je to, zdravo, jaz sem roki in jaz sem alkoholik. Torej, prvo je, da si rečemo, a je tu težava. Zdaj, če naša uporaba naprav povzroča težave nekje drugje, potem je težava. To je lahko že ena začetna točka, da se tako, ker včasih ljudje, pa se pa ni, pa ta. Tako da prvo je to, a imam jaz tu ta malo samorefleksija, imam jaz tu težavo. Konkretno je lahko to tudi na način, da si damo na napravo svoj telefon, kamorkoli, neki tracker, time tracker, samo da vidimo, koliko sploh je tega. Včasih folk si, naprimer, mi tudi predlagamo, ko pridejo k nam, da si dajo neko, da malo beležimo sploh. Zdaj že sam telefon to dela. Zdaj že itak sami imajo. Imaš sicer še neke bolj posebne aplikacije. Kaj pa grejo bolj specifično. Ali pa ti možnost tudi blokade, zelo priporočam. In so včasih ljudje presenečeni, da v bistvu ni toliko. Lahko se tudi izkaže, veš, da so ljudje mogoče včasih, to je ful, pa pol v bistvu vidijo, da prvo je samo tracking. Prvo je, neki tracking. Pol pa probamo neko to urediti, struktura, ful pomembna, torej se tudi, kak mi pol delamo z njimi, spanje, obveznosti pokriti, prvo, torej obveznosti pol zabavati, neke čisto osnovne, čist basic gremo dol. In pa spremembe zelo počasi uvajati, Zdaj, če ni, ali je neko tak, lahko tudi mi vedno probamo to postopno te stvari narediti. Ni tu rešitev, zdaj pa priješ ti sem, zdaj pa ti vse odzajmemo, konec. Lahko je, kadar je neka situacija res neko že v teh stopnjah, ker je to. Čeprav v teh stopnjah je pa tudi spet lahko to case by case. Odvisno od primera, Zelo podobno delati. Jaz sem recimo prostovoljc na Drogartu, ki so pač imajo pa, niso sicer mladi toliko, mislim, 20 so stari in je isto. Ni nehaj kokain snifati, ampak je samo si beleži. Najprej si samo beleži. Koliko ti sploh Če ne moreš beležiti, pol ne razmišlja, da boš ti to nehal. Naslednji teden pa ali lahko zmanjšam, ne da nehaš, ker še odvisniku reči, zdaj si ti sam prišel, to, kar ti delaš cel dan, pa razmišljaš cel dan o tem, zdaj boš ti to takoj odrezal. To je tudi eno varovalo, mi se moramo zavedati, da tudi te stvari, tudi uporaba naprave, je lahko eno varovalo, ki otroku v bistvu ful daje neko varnost. Starši so ločeni, se kregajo, v šoli mi ne gre, nimam prijateljev, ampak Fortnite sem pa dober. Fortnite mi pa gre, veš, eno dokazilo, ki je tako edino potrdilo, ki ga otrok dobi, in zdaj mi jaz prišel tja pa rekel, zdaj pa to ne smeš več. Tako da postopno prositi za, mislim, je prositi za pomoč, vprašati koga, mi lahko pri tem, to se mi zdi, take te bitke, mentalne bitke se mi zdijo ljudje.
tudi nas, ja, ne pravim za samo nas, ampak tako kolege, prijatelje, ne, nas itak. Lahko imamo tu gor se na splet www.logout.si plugin. Bomo vse polinkali. Ja. Ja, se lahko naročite, uvodni razgovor, nič ni bad, to se sam zato gre, da se sam vidi, kakvo je stanje, kaj si mogoče osebe želijo spremeniti. Velikokrat prijejo osebe tudi sam čekirati, ne vem, družine ali pa posamezniki, a je to ok, a ni to ok. Lahko pokličejo po telefonu, imate kakšen... Imamo lahko prek spleta se naročijo. Torej, ja, kakšni imajo težave z socialni interakcijo. Tudi imamo enostavno se lahko prek spleta vse obrazici izpolni, ali pa se mail kar napiše. Ali pa Discord, a ne? Ali pa, ja, sem Discord naš server trenutno, oziroma imamo tudi enega javnega, samo zdaj ne bom vedel imena, ker ni neke, mislim, naš je privatni, je zaprt za naše, nismo ga hoteli odpreti, ne bi. Je pa v nastajanju javni. Tako da lahko napišejo, ne rabijo poklicati. Ja. Ampak nasploh mislim, da ko si mogoče priznamo to, ne, da nekom imamo tu težave, se ni nujno to samo zasvojenost, kakršne koli mentalne, pa te neke stragle, ki jih vsi nekako damo enkrat v lifeu, večkrat v lifeu skozi. Da nas je strah prositi za pomoč ali pa reči, jaz pa mogoče mi to ni ok, pa lahko tu. Tako da to. Po pa ugotoviti, kjero potrebo to zadovoljuje, to je lahko ful veliki korak, ne. Zakaj jaz v bistvu res igram? Kaj mi to daje, česar in kako bi lahko jaz to dobil na nek drug način? Ne? A je to pozornost, a je to priznanje, a je to samo radovednost, ali je to, ne vem, pobeg. Ja. In potem nasloviti to potrebo, no? Nekje z nekimi drugimi, ne? Torej bolj zdravimi na dolgi rok aktivnostmi. Navadami, ja. Ja, navade so skoraj vse v življenju, ne. In dobro je, da imaš dobre navade. Atomic Habits, si bral? Sem. Nice. James Clear, ne. Ja, ne vem, avtorja, ne vem. Ja, bom to tudi dol po linku, pa The Power of Habit je tudi ena. Ja, je tudi tako znana. Ja. Zelo znana, tako da tisti, ki zanimajo te navade, pa to, kako v bistvu to v sebi uprit svoj sistem uporabiti, ne. Tako, da ne razmišljamo o tem, kako si umivati zobe, ne, ker je to navada. Lahko pridemo do tega, da delamo zelo, zelo, zelo dobre stvari brez razmišljanja, brez truda. Ja. In to je navada. Ne. Tako da jaz bi se ti ful rad zahvalil, ne, pa v bistvu celemu vašemu društvu, kad to delate. Hvala. Verjetno boste še delali to. vedno bolj delali, nažalost, upam, da ne. Upam, da propadete. Če je bilo v lanskem letu 20% gor, ne. Ja. Verjetno no, si se rekel, upam, da propadete, da ne boste potrebni, ampak pač ja, trendi grejo v to smer, ne, tako da čim več zavedanja v tej smeri, to je v bistvu začetek reševanja. Imamo tudi stvari v tem, če še lahko samo to, ne, da v bistvu se tudi naše področje dela se ekspandajo vedno bolj. Lansko leto, na primer, smo dodali program za e-športnike malo, tako, ko folk ful prije, ko starši so tako, on skozi igra, on pa ima dejansko neke rezultate mogoče, ne, v nekem, pa pač malo preverimo. Hoče biti športnik. Hoče biti, ja. Tudi za influencerje en program specifično, ker influencerji se tudi soočajo na spletu z enimi zelo unikatnimi, spletno nasilje, neka, persona čez noč postane slaven. In pa tudi po novem imamo za kriptovalute, trgovanje s kriptovalutami tudi je že par, ampak bo to tudi ena stvar, ko bo v prihodnosti zelo adiktivno lahko, z zelo velikimi finančnimi težavami zadaj. Ne. Ja, ful dober. A vi ste nevladna organizacija, financirana strani... razpisov v bistvu. Mi se preko razpisa prijavimo državnega, to pa potem imamo pač tudi predavanje, izvajamo različno. Donacije nimate? Imamo tudi donacije, tudi v kriptovalutah sprejemamo donacije, tako da smo ful... Ja, to je primer... v koraku s časom. Ja, tako da tisti, ki mogoče nimajo težav, da lahko na nek način tudi podprejo. No. Tako da, ful ti hvala, Rok. No. Hvala tebi. Ja, prosim.